Dobro jutro, dober dan. Evo, nov dan se začenja. No, se je že začel, že zgodaj zjutraj. Danes grem pa pogledat Halong zaliv. Zelo zanimiva zadeva, v slikah videč. Sicer glih čist najbolj sreče z vremenom nimamo, ne? Sicer vodič je rekel, da je super, da včeraj se ni čist nič videlo. Tako da vidljivost je kar, samo so gor oblaki in ni sonca. In še nekaj sem za J, čist nič nisem vzel za obleč. Tole kratke rokavčke imam in to je to. Dobro, da sem vzel brisačo, če bom mrzlo, se bom brisačo zavil. Je pa prav hladno, ne, ker v Hanoju je bilo kar super. Tako da na to turo sem šel z hotelu, sem si uredil to, plačal sem 60 €, vzel sem 5-zvezdično ladjo, to se gre z ladjo, boste videli, to je fantastična narava. Peljete se z avtobusom, 2 ure približno je. Mi smo zdaj tle prišli, vidite, to je kar malo bolj masovno. Cel kup skupin, dali so nam tle, kakor vidite, eno tako kartico, da nas bojo tudi iskali. Zdaj so nas pa tle ustavili, tole je neki muzej biserov, tako da gremo to pogledat najprej. Čakamo menda še 2 avtobusa, gresta tudi na našo ladjo. Tako da čez pol ure imamo vhod, zdaj si gremo pa še tale muzej biserov pogledat, ki ne vem, če bo kaj posebenega, ampak bomo vedeli. Gužva za znor, drug čez drugega vpijejo. Tako da ne vem, če bom kaj pametnega izvedel. Zanimivo. She know how to leave the stone stay there, yeah. But the altars still live. The altar not dead, yeah. Tole me malo spominja na Turčijo, ko sem enkrat šel in so bili tudi neki ogledi. Kar je pa bilo na koncu, je bilo pa ta glavno tudi, da ti kaj prodajo. In tle vidite, prodajajo te bisere, tako da tamle malo šovodzu naredijo. Pa fino so poimenovali, da je to muzej, se lepo šliš, ampak ta glavno je pa tle, da ti bisere prodajo po mojem. No, sej, nič slabega, ne bom rekel, ne. Dobra ideja, celo tako bom rekel, ne. Se jo bom zapomnil. Ne boste verjeli, avtobusa ne najdem. Dobro, da so nam tole dali, ki je številka avtobusa, tako da moram menda biti tle nekje. Bom najdel menda nekako. Evo, pa sem ga najdel. Sem občutil, da je drugačen. Dober, sem da sem ga najdel. Zdaj ne moram verjeti. Zdaj ga pa spet ni več. Ja, Bog se usmil. Sem šel sem tle dol, tam sem nekaj posnel in evo, zdaj ga pa ni več. Evo, zdaj ga moram pa spet iskati. Budale, ne me jeba. Ne.
pustil smel, ampak zdaj se vem, kakšen je. Evo, zdaj se bomo počasi krcali, iščemo našo ladjo. Saramoni, celka preden prideš, me pa prav zanima, kakšno imamo, ker glejte, tale je tudi s 5 zvezdicam. Tam, ko so mi slike kazali, so bile vrhunske. Bomo videli, če bo res na koncu tako fino. Zgleda, da bo tole naša. No, prvi vtis je kar dober. Bomo videli še gor, kako je. Zgleda kar moderno. Glejte to. Evo, takole zgleda v notranjosti ta naša ladja. Zgleda, da bo tole vse skup dober. Kaj bo je tudi odprl? Madonna. Ni da ni, lejte to. Ali pa je to suši? Ali ko? Ne. No, nekaj bomo najdeli. Jaz bi bolj kaj tazga klasičnega morskega. Ananas. Lejte, tole bo zame. Toliko rakcev se nisem pa še nikoli najel. Evo, samo to jem. Pa zgleda, da sem eden redkih, čeprav stvari so razne. Lejte, to imaš vse, kar hočeš. Ne več lov, kje bi se lotil. Poglejte tole, res lepo, čeprav ni unih lepih barv, veste, modrih, ko sonce sije, tega žal ni in to tudi, ko sem že doma gledal na videih, tega ni bilo, je pa tole definitivno zanimivo. Takole gor zgleda naša ladja, tudi vidite na unem koncu cel kup teh v točku. Moram pa povedati, da še nikoli nisem toliko rakcev pojel, ko sem jih danes. V bistvu sem skoraj sam rakce jedel. Še malo kalamarčko, zelenjavo. Drugače pa eni so tle v bundah. Ladies and gentlemen, this is the tour guide speaking. Just a few more minutes before we head to our first stop for today, the surprise gate. So if you are standing on the third deck, please come back to the next restaurant area and listen for some information from the tour guide. Thank you. Je glasan tale človek. Drugače, eni so v bundah, jaz pa v kratkih rokavih, sem butelj, pa nisem kaj vzel za oblčne. Mičken sonček si je, ampak prešvoh. Zdaj pa da vam povem še nekaj, ki nima veze s potovanji, ampak zanimivo. Danes v današnjem času pravijo, da ne smemo mi ljudi ločiti po narodnosti, pa jim neke lastnosti pripisovati. Ampak to je neumnost, ker imaš narode, ki so boljše, pa narodi, ki so slabši. In jaz že tu večkrat sem na potovanjih ugotovil, da Rusi so najslabši. Tule je en žensko slikal, je bila tlele gor in on v rikverc napolnil in se napolnil zaletel enega Indica in sploh ga ni pogledal, da bi se mu upravičil ali pa kaj takega. In tu sem jaz tu že večkrat opazil pri Rusih. Popolnoma brezobrazni,
egoistični. Tako da vsak narod ima neke pluse, neke minuse. Slovenčki smo navoščljivi, smo tudi pridni, smo premalo samozavestni, naši južni bratje so mogoče preveč samozavestni. Tako da, tako je s tem, tako da napišite v komentar, če se tole strinjate z menoj. Tukajle je pa dober razgled. Sploh ne rabiš drona, ampak gužva, kakor vidite, pa ful. In lejte, ne, zdaj tamle, kako se to v koloni vijemo gor. In moram zdaj paziti, da nam skupino zamudil, da nam ladje zamudil. Tako da kar zakomplicirano tole. V takih primerih mi tole ni všeč, ki je taka gužva. Noro, dober. Vam povem, da je tole en veliko sranje, ker sem ta zadnji v skupini in se bojim, da me ne bojo pustili slučajno. Se menda kaj preštejejo, ampak veste, jaz malo več snemam, slikam in kar mine, tako da vidite, to je pa slabost tega množičnega turizma, ker če bi tukaj bilo, aha, vidim, tele dva Indica sta naša. Evo, sem se vdahnil, tako da se zdaj lahko tle malo več časa vzamem. Evo, tole noro. Lejte, kje tamle gor pridemo. Wow, top. Ampak vse ni nič narobe, če se malo zagrebem, da imam malo cajta v plusu. To, kar hodimo in hodimo, pa ne zmanjka. Zdaj gremo tukaj okoli, pa tamle, pa prijem po drugi strani in gremo nazaj. Prišli smo po te, neverjetno res, neverjetno. Zdaj smo pa tlele prišli ven iz jame, na svetlo, zdaj moramo pa še nazaj do ladji prideti. Ne vem zdaj, kje nas čakajo. Tlele smo se iztovarili, po mojem, da se utovarimo pa tamle. Jaz imam samo en fejst velik problem, ki mi gre ni življenje, to je, da me tako na WC scat po domače, da bom kar tlele ga ven dal, pa sem dol uscal, če ne bo šlo drugače. Super je bilo tole, ampak najbolj vesel sem pa tega, lejte, tole sem čakal. Prav boli me. Zdaj pa, da ne bom kaj zaje, lejte, tole izgleda en taksi kavoz, ali bo pa tle kaj naša parkirala. Sem svojo skupino na koncu celo prehitil, tako da sem med prvimi. Sam se ne spomnim točno, kakšno ladjo imamo. Bomo vedeli. Glejte, to parkiranje so se kar zaleteli noter. Tu sem že prej opazoval naši, tu se čisto nič ne sekirajo, če se malo zaletijo. Še tle, kadar hodijo, lahko kdo pol. So hecni. V glavnem, zdaj smo prišli na novo lokacijo, gremo spet eno jamo pogledati. Tokrat s čovnom gremo noter, lahko bi šel sam s kajakom, pa nisem šel zato, ker pa bomo goruzak tle pustiti. Pa imam noter veliko stvari, pa me je mečkan strah. Aha, naši se že šli zgleda. Evo, takoj zginejo. Evo, sem že na čovnu. Sem se fino zagrebil, da sem od spredaj, da fino lahko snimal. Super.
Evo, tista le jama tamle je naš cilj. Je pa to ogromno ljudi. Zdaj smo pa na otoku, ki se imenuje T-Top. Tole izgleda bil tale mojster, neki general. In gledajte, tukaj imate lepo plaščo. Eni se bojo šli kopat. Jaz se ne bom šel, ker ni čisto nobene vročine. Lahko greš se pa gor na vrh povzpet. Tako da jaz bom to šel, ki mi bolj odgovarja. Gužva za gor, za znort. Takole vrš čakaš. Prišli smo gor, gužva ogromna. Še kaj več pametnega povedati pa pokazati ne morem. In še tamle na un stran muska nabija na polno. Bom pa zdaj vam pokazal vse okoli in okoli. Tole je pa bilo naporno, pa ne zato, ker bi bilo tukaj veliko za prehoditi, ampak gledajte tale gužva, ki greš čist počas, pa se ustavljaš, pa tako. To so pa te najbolj turistični kraji. Evo, naše današnje potovanje se končuje. Rad bi vam še povedal, da tale šoferđija pa je car. Mislim, kje to vrača v te gužvi iz avtobusom. Tle še jaz težko čez cesto pridem peš, on bo pa avtobus obrnil, tako da neverjeten je, neverjeten. Tole Turco so nam ful dober pripravili. Smo za 60 evrov, kaj vse dobiš, ne. Smo tudi pridejte dobesedno pred hotel Puj. Pred hotel te pripeljejo. Tako da vidiš, to je vodič. In zdaj bojo vse, pa lejte, vidite kakšna je gužva od zadaj. Tako da dobri so, tako da s temle videom zaključujem današnji dan. Jutri se podajam na sever, po mojem na najbolj zanimivi del Vietnama, tako da glejte naprej, zanimivo bo. Pa seveda, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, všečkajte, napišite kakšen komentar, kako vam je všečteli moje videi, pa spremljajte me tudi na Instagramu v storijih.